Gospod Matevž in njegova zgodba. Seznanil so se bil po naključju, ne vem več kje in kako, s starim gospodom, upokojenim profesorjem. Kako da se je pisal, sem pozabil. Ime pa mu je bilo Matevž. Sešla sva se pozneje še večkrat prijazni krčmi zunaj mesta, kamor je zahajal v lepih dnevih, da si razmajati vražje noge. Bil je v mnogih ozirih spodoben in celo prijeten gospod. Precej rejen, že nekoliko osivel, zalitih zdravih lic in drobnih, mežikajočih, dobrodušnih oči, ki jih je skrival za črnimi naočniki, kadar je brila burja ali če se mu je bleščalo. Malo preveč zgovoren je bil. Teklo mu je kar tako brez napora, tudi brez vsake prave smeri. Zdaj se je obrnilo na levo, zdaj na desno. In če je kdaj nenadoma zadev plot, da ni mogel čezen, se je brez skrbi in zadrege vrnil po prejšnji poti, kakor da se ni bilo pripetilo nič nerodnega. Poslušal sem ga rad in verno, kadar je pripovedoval o davnih časih, o ljudeh, ki so jim živela komaj še imena, o tistem življenju, ki se nam, hlastno in slepo živečim, zdi samo še kakor napol zavledela podoba na steni, ki pa vendarle živi v naši krvi, ter nam naskrivaj narekuje besede in dejanja. V takih urah je slonel za mizo tih in zamaknjen. Res je bilo treba časih zaradi ene same jagode lomiti in sekati skozi goščavo besed, ali v naših krajih se človek takemu pravilu že zgodaj privadi. Nekoč me je povabil seboj v mesto. Rekel je, da ima doma imenitno staro slivovko. Šel sem rad, ker sem bil radoveden, kako domujejo stari samci. Stanoval je v svoji hiši, velikem starinskem poslopju z obširnimi mračnimi vežami, strmimi stopnicami in vlažnimi hodniki. Zdelo se mi je, da sem že videl to hišo, tam nekje v starih povestih. Tudi stanovanje samo je bilo mračno, dišalo je v njem po plesnobi in je bilo kakor s pajčevinami premreženo. Pohištvo je bilo iz davnine, mrko in pusto, nekako zakrknjeno, brez besed in brez smehljaja. Ko je bil gospod Matevž zaprl duri za nama, se je ozrl po izbi s srečnim, veselim pogledom. Lica so mu žarela in zakrilil je z roko. To je moj dom, gospod pisatelj, moja kajbica, gospod pisatelj. Malo neprijetno mi je bilo, da me je neprestano klical za gospoda pisatelja. Hotel je poudariti, da on, razumen človek, ve in uvažuje, kaj se to pravi biti pisatelj. In tako je vzaljšal z gospodom pisateljem sleherni stavek, če ga je bil pozabil koj ob začetku, ga je privesil na koncu, da bi ne bilo zamere. Moja kajbica, je ponavljal, mežikal ter si imel roke. Ali se vam ne zdi, gospod pisatelj, da človek, tako rekoč, da še svoje srce odklene, kadar odklene duri svojega doma? Sedite, gospod pisatelj, tja sedite. Obrezil sem se v naslanjač, kjer je morda pred 100 leti v dneh Napoleonovih sedel mladenič, ded gospoda Matevža, ter sanjal o slavni Iliriji. Ne zamerite, gospod pisatelj, je rekel gospod Matevž, ter je stopil v drugo izbo. Ko se je povrnil, je bil ogrnjen rdeče žolto haljo, kakor so jih nosili dedje. Na glavi je imel rdeče žolto čepico z bigljajočim čopom. Prinesel je veliko steklenico in 2 čašic. Pokusite. Slivovka je bila res imenitna. Koj mi je pognala ogenj v lica. Gospod Matevž je zatisnil oči, ko je pil. Nato pa je počasi in očitajoče zmajal z glavo, ter se trpko nasmehnil. Kaj pijo ljudje dan današnji, moj Bog, kaj pijo? In za kakšne denarje? Naročite slivovke, gospod pisatelj, kaj vam bodo dali? Gnojnice, ne zamerite. Tole mi je bil prinesel moj brat, tam spoh v kraških hribov. Pomolčal je. Njegove misli so se bile najbrž kar nenadoma napotile v tiste kraje, kodar je nekoč prepevaja hodila njegova mladost. Moten in sanjav je bil njegov pogled. Vzdignil se je bil ves zamaknjen proti stropu, nato je romal križem po stenah, ter se uzdravil o podobah, ki so visele tam. To je umetnost, je pokazal s prstom gospod Matevž. Toliko govori dan današnje umetnosti, pa če pogleda človek te reči, te nove, kaj vidi? Zadnjič sem si bil ogledal podobo, ki so jo tako hvalili,
In kaj je bilo? Kaj pravite, gospod pisatelj? Kozolec je bil. Čisto navaden kozolec, še celo prazen kozolec. In človek je moral stopiti za 3 klaftre nazaj, da je mogel razbistriti, če je tisto res kozolec, ali če ni morda skladovnica drv. Kaj pomeni kozolec in čemu ga je treba slikati? Ali vas navdušuje, navdaja z občutki? Prazen, podrt kozolec. In kako bi ga obesil na steno? V kakšen okvir bi ga vtaknil? Podrt kozolec pa zlat okvir. Glejte tam, gospod pisatelj, Benetke in Doževa palača. Vse resnično, prav kakor je. Ali ste že bili v Benetkah? In tam, naše planine. S prstom vam lahko pokažem, kateri je ta in kateri oni vrh. Umetnik jih je bil zadev, razvrstil in primerjal skoraj še boljše kakor fotograf. Ali tam, glejte, beduini v puščavi, kar vročina oblije človeka in zažeja ga, če jih pogleda. Tukaj so ideje. Človek nekaj vidi in nekaj občuti. Kaj bi občutil ob kozolcu? V stenah so visele podobe v širokih, pozlačenih, že oprašenih okvirih. Podobe, kakor jih ponujajo popotni židje od hiše do hiše in od vasi do vasi. Gospod Matevž jih je ogledoval po vrsti. Včasih je zatisnil eno oko, z drugim pa je veselo pomežikoval. Ste brali o tistem umetniku, gospod pisatelj? In pripovedoval mi je o znamenitem grškem umetniku, ki je naslikal grozdje tako verno, da so ga prišli vrabci zobat. To je bil umetnik, križ Božji, to je bil umetnik. Dan današnji, kje je umetnost dan današnji? Zmajeval je pridkosno z glavo ter je točil. Pejte, gospod pisatelj, zares imenitna slivovka, mojega brata, z bolhov graških hribov. In kako je z našimi pesniki dan današnji? Bog se usmili. Idej ni idej, gospod pisatelj. Kje je Lovro Toman? Kdo ga še pozna? Ta je imel toliko idej. Toliko idej. Gledal je zamišljen proti stropu. Čisto motne, od spominov zasenčene so bile njegove oči. Zelo je bil ginjen in dolgo ni spregovoril. Poznal sem to njegovo ginjenost in sem jo moče spoštoval. Šla ga je časih kar nenadoma, brez povoda, kakor obide nekatere ljudi, kadar si domislijo, kako lepo in žalostno bi bilo, če bi recimo ležali zdajle na mrtvaškem odru, tihi, bledi, nepremični, da bi se razlegalo po hiši ihtenje, razlegale se brezupne prošnje, zdrami, oj zdrami se in tako dalje. Ozrl se je name z resnobnim, milobnim smehljajem, pa je kuj umaknil pogled. Vse je kazalo, da bi mi bil rad povedal nekaj prav posebnega, kar ni maralo kar tako iz ust. Nagnil sem glavo bliže k njemu. Gospod pisatelj, je spregovoril tiše, skrenost. Znov bi imel za vas. Presunilo me je neprijetno, kajti že od nekdaj sem se bal ljudi, ki nosijo snovi seboj. Saj vem, gospod pisatelj, da imate v izobelici takih reči, da vam jih ni treba tako rekoč na posodo jemati. Ali ta ima idejo, ima nekaj takega, nekaj svojega, ima poezijo. Zadnjič, to se pravi lansko jesen, sedim pred kavarno, pa se prikaže pred menoj človek, čisto naznan. Dober dan, Matevž, me pozdravi. Dober dan, gospod, pravim jaz. Nimam te časti, gospod. In tako, pravim jaz. On pa v smeh. Kaj? Ali več ne veš, kako sem te bil na klesti vsak večer za povečerek in kako sva hodila vsako jutro k maši z našo staro meto, z jezikavo bradavičasto? Križ Božji, moj sošolec je bil, moj sodomovnik, kako se že piše? No, seveda se koj napotiva v krčmo in tam mi pripoveduje na dolgo in na široko o svojem življenju. Ko je bil dovršil študije, se je preselil v Ameriko. Tam se mu je godilo s počitka prav slabo, tudi desnico je izgubil, drezali so mu jo bili tik ob rami, tako da mu je prazen rokav bingljal ob životu. Na vse zadnje pa je neznansko obogatel. No, s časoma se mu je zakobrnelo po domovini. Sam je bil pač, no. In tako. Gospod Matevž se je prekinil, zgodba se mu je bila zateknila, kako da se je bila izgubila v pesek. Natočil je obema, sam pa je izpil tako hitro, da mu je kaplja kanila v sivo bradico ter tam obvisela.